Ja, tok naša dva, Simona in Goran, je kakšno vprašanje? Skratka, opozarjate na izredno pereč problem zaposlovanja za določen čas. To je res. Delodajalci pravijo, da zaposluje za določen čas prav zaradi zelo zapletenih postopkov odpuščanja in zaradi mislim, zlasti v času krize se je pač izkazalo, da se potem težko prilagodijo trgu dela. To naj bi odpravil nov zakon o delovnih razmerjih. Skratka, predvsem vsi opozarjajo poenostavljanje postopkov odpuščanja. Vi pa temu ostro nasprotujete. Ja. Se pravi, mislim, tudi tu bi del, recimo, bremena lahko prevzeli vi in razbremenili, recimo, te zadeve, pa tu mogoče ne tako nasprotovali, kot nasprotujete. Glede, to trditev je zelo nevarna, zaradi tega, ki imela gremo to gledati kot dve plati iste zgodbe. Zakaj ne bi potem v bistvu naredili trg dela takšen, da bi vsem omogočili varnost, ne pa vsem prekernost. In to je tista stvar, recimo, ki je tukaj izjemno pomembna. Ni res, da je slovenski trg dela nefleksibilen. To je dejstvo. Če smo malo programo za številkami, to smo že nekaj časa nazaj tudi dali v javnost, neverjeten podatek, da je po indeksu zaposlitvene varnosti OECD, da je v bistvu naša prekernost, recimo fleksibilnost trga dela večja kot Kitajska. Neverjeten podatek, ampak resničen. In tukaj se moramo res vprašati, ali bomo šli na to, da bomo res vse bolj krčili tisti del, varni del trga dela in vse bolj potem metal razne oblike dela navzven, ki so vse bolj nestabilne, ali bomo šli pa v to, da bomo v bistvu tisti del varnega trga dela širili navzven. In to je ta stvar. Ker v bistvu, če pogledamo recimo tudi podatek, naslednje, če se primerjamo z Nemčijo, tudi v Nemčiji imajo izjemno po recimo tistem liberalni definiciji, neoliberalistični tok pa nek fleksibilen trg dela. In kakšne imajo gospodarske kazalce oziroma trga dela? Pozitivne. Država v Evropi, ki je med redkimi, kjer se je v času krize zaposlovanje povečevalo, tudi med mladimi so recimo številke izjemno pozitivne primerjavi z slovenskimi. In tukaj skrčiti debato zgolj na hire and fire, torej na odpuščanje, da bo to rešilo problem, glede koliko ljudi na zavodu za zaposlovanje. Tukaj je zelo nevarna debata. Skratka, ampak delodajalci so očitno postavljeni k obrambni zemi. In recimo, mogoče bi lahko zaposlovali za nedoločen čas, ampak ne zaposlujejo. Prav, recimo, iz bojazni. Kako bi pa vi potem reševali to? Primer Španija, primer Danska, oziroma, pardon, ne Danska, prvi primer iz Španije. Prehod oziroma subvencioniranje prehoda iz zaposlitve za določen čas v nedoločen čas. To so naredili v socialnem sporazumu 2006. leta, kjer so uvedli možnost, da se osebam, ki so zaposlene za določen čas, mislim, da 2 leta v zadnjih 3 letih, omogoči subvencioniran prehod v zaposlitve za nedoločen čas. Torej, to je ena realnih možnosti, ki, bom rekel, da je copy-paste možen, ampak je vredna razmisleka tudi v slovenskem prostoru. Navsezadnje so varianti, ki so pozitivni in se velja v njih razmisliti. In tudi, recimo, če pogledamo primer tudi pripravniških sistema, ki se je tekom zadnjih 20 let v Sloveniji popolnoma razbil. Recimo, zdaj sem pa povedal, recimo primer Danske. Danska je v 2009 letu ogromna sredstva namenila za uveljavitev sistema pripravništva, ki bi povezal izobraževalni sistem z trgom dela. In tukaj šepa. Ta sistem šepa. In to so recimo samo 2 primera, kako lahko povežemo v bistvu zelo velik problem brezposelnosti mladih na takšen način, da se jim omogoči nek varen prehod v redno zaposlitev, ki jim omogoča potem tudi dostojanstvo dela. Zakon o delovnih razmerjih, ki se pripravlja v izhodiščih, je nekako, smo lahko razvali, da naj bi se delo z določen čas še razširilo. To je en izmed predlogov. S kakšnimi pogajalskimi izhodišči boste vi prišli na ta pogajanja o spremembah zakona o delovnih razmerjih? Čakajte, jaz sem skušal biti tiho, ker sem rekel, da sem imel glavno besedo, ampak zgleda, da pač vprašanje gre tudi, da moram pač reči takšno besedo. Najprej seveda to okoli teh nesrečnih delodajalcev. Delodajalcev zelo skrbi odpravnine delavcev. Kaj pa njihove odpravnine? Za en mesec, 1 leto. To pa ni, to je pa nekaj normalnega. Mislim, tako da to je točka, ker je treba dati vedeti, da delodajalci preko tega v bistvu želijo, ne vsi, kovati dobičke. In navsezadnje, zdaj da bom direkten, imamo recimo tudi ustanove,
ki imajo naročnino, obvezno so prilivi, nobenega rizika ni globalni trg. Kaj zaposlujejo? Vse za določen čas, oziroma SP. Novinarji. Prvi žrtev malega dela boste. Prva največja žrtev. So inštitucije, ki jo preživljajo vse nas, pa kljub temu zaposlujejo za določen čas, v najboljšem primeru, glavno pa samostojni podjetniki, samostojni novinarji, ki si samostojni samo v revščini in negotovosti. Tako da, vse, kar reče ti gospodje, nič ne rečem, pravico imajo, sam ni čisto zlato. Mi smo okoli zakona o delovnih razmerjih imeli samostojno tiskovno konferenco. Predstavili smo naše stališče. Zagotovo ne bomo dopustili, da bi se zniževal raven delovskih pravic. Prav v času krize zakon o delovnih razmerjih mora temu služiti. To je bistvo zakona o delovnih razmerjih. Delo ni blago. Delo ni blago in na to mora gospod računati. Bistvo delovno-pravne zakonodaje in zakon o delovnih razmerjih je prav ta, da ščiti šibkejšega in šibkejši je delavec, ne lastnik kapitala. In povrhu tega mi slutimo, ker retorika je že usmerila, kam pestaco moli. Pričemer pa vlada oziroma ministrstvo zelo taktizira. Oni še niso dali ven svoje platforme, kar jim delodajalci si zaročitajo, ampak mi imamo slabo izkušnjo s temi platformami, ker tudi pri pokojninski zakonodaji je bil scenarij zelo podoben. Najprej so obrnili na nas in na delodajalce, dajte predloge, kaj spremeniti v pokojninski zakonodaji. Memorandum so rekli, pa smo naredili, vseh 7 sindikalnih central, naredili so tudi delodajalci. In potem je točka, ki je že znana. Aha, sindikati to, delodajalci čist nekaj drugega, dodal smo pa mi politiki, da naredimo tisto, kar je v sred. In to je ta reforma. Tako da tukaj smo izjemno previdni in glede na retoriko in izjave pričakujemo seveda kleščenje pravic. In tukaj že naprej povemo, ne bomo dopustili. To pa ne pomeni dialog o nekaterih stvarih, ker je vredno diskutirati, vredno se zmeniti, poiskati rešitve, ker nekatere stvari niso dobre, ampak ne povsod na račun zniževanja delavskih pravic. Tukaj smo, kar tiče sindikatov, pač nedvoumni. Da se, recimo, kaj se da narediti, smo zainteresirani pri agencijskih delavcih. To je problem. To, kot je v zakonu, ni dober. Potrebno je, vsako od problema do problema, ne pa a priori pristajati na to in proti temu smo, to morajo vedeti, se nismo se prvi zdaj srečali. Zniževanje, torej 30-minutni odmor, da bi šel izven delovnega časa, odprava dodatka na delovno dobo, lažje odpuščanje, ampak kje je lažje kot zdaj, se delavce kadarkoli ruknejo, ali pa tudi to okoli mladih, za nedoločen čas, da je težko. 3 leta si lahko notrte, kadarkoli ruknejo na cesto vržejo. Kadarkoli. Vse to se počne s tako življenje. Tako da nekateri delavci, spet ne vsi, bodo igrali na to karto. In tukaj bo konflikt. Konflikt z nami. No, ampak, če naslavljate na moja 2 kolega, kolegico, je še kaj? Izvoli. Še eno vprašanje, ampak nekaj drugega v bistvu v zvezi z ustavnim sodiščem, ki zdaj razpravlja o pokojninski reformi. So vas že kaj, da se od vas pričakujejo neke odgovore, ste jih že poslali, ste bili že z njimi v kontaktu, so vas že zaslišali? Aha, ne. Obrnili so se na nas z prošnjo, da v 15 dneh pripravimo odgovor na pač fascikl, ki so ga dobili strani Državnega zbora. In to tudi pripravljamo in v roku, ki je pač nam dan, bomo to tudi storili. Skratka, odgovorili bomo z našimi argumenti, protiargumenti in ja, 15-dnevni rok je dan in ta rok bomo upoštevali. Kaj je ta fascikl? To je argumentacija pač Državnega zbora, ker je to sprejel, zakaj je nujno potrebno, da Ustavno sodišče blokira pač izvedbo referenduma, no in potem vse novinarji poznate, ampak to gre za argumentacijo, zakaj je to nujno potrebno, kajti če se to ne zgodi, bo za našo demokracijo, ustavni red,
funkcioniranje vseh blagajn, šolsko, zdravstveno, pokojninsko bo katastrofa. In potem so argumenti, zakaj je temu tako. Vse to tako že poznati iz nastopov politikov, nič novega ne rečem. A lahko tukaj zaključimo? Tako, hvala lepa.